Pozdravljeni vrtičkarji, pomlad se je vrnila v naše vrtove. Danes vam bom predstavil zasaditev visoke grede z raznimi sortami solate. Med solate bom posejal redkvico. Pred sajenjem bom zemlji dodal zelene kocke. S tem bom poskrbel, da bo zalivanja tekom vegetacije manj. Zelena podlaga v visoki gredi pa bo poskrbela, da se bodo korenine lepše razraščale in da zemlja ne bo spirana v globje plasti. Visoke grede so vse bolj priljubljene, postavimo jih lahko pravzaprav kjerkoli, povsod tam, kjer nimamo primerne in rodovitne zemlje. No, našo visoko gredo smo postavili zelo hitro, saj ima vse potrebne sestavne dele. Še preden smo jo napolnili z vsemi plastmi, priporočam, da stene obdate z primerno folijo, saj jim boste s tem podaljšali življenjsko dobo. Pred sajenjem vrtnin, se pravi solate, rukole in redkvice, moramo zemljo v visoki gredi pognojiti. Zemlji smo dodali tudi dovolj zelenih kock, ki nam bodo zadrževale dovolj vode, hkrati pa poskrbele za zračnost. V zgodnjem spomladanskem času smo našo gredo zasadili z raznimi sortami solate, take od glavnatih do rozetastih. Izbrali smo tudi ameriško rjavko, tole vidimo gentilo. No, v medvrstne prostore pa bom posejal redkvico, tako malo bolj posebno sorto, ki ima bolj podolgovate korene, to je zgodna sorta. Zelene kocke, ki smo jih dodali predhodno, nam bodo v času intenzivne rasti pomagale tudi do polovico manj zalivanja. Ker nam vreme v marcu in aprilu rado ponagaja s kakšnimi pozebami, predlagam, da vrtnine v visoki gredi zaščitite z zimsko vrtno tkanino, tako da jo enostavno poveznete na loke. Moje ime je Primož Brezavec, želim vam uspešen in zdrav domač pridelek, veseli me, da letos vrtnarimo skupaj.